Izolske župnije, potem tukaj presedijo krstinico in so uporabljeni za krst. In torej samo iz praktičnih razlogov je pa tako gor, zgoraj imamo bizantinsko sliko. Jezusa, torej Jezus je še ni. Takrat, če je zbirski časa, je pa zanimivo. Vrti smo pred nekaj pod tole mesto, je bila pa slika tukaj, Janeza Krstnika. Pod tole mesto, to je zakrila. So zakrili. Dejansko se potem postavili tole in ob obnovi potem se je pa našel še nekaj starejšega. Je pa takole, no, sosednja plača je tudi plača Bruti, to je bil pomorski škof v 16. stoletju in je tukaj pokopan. Torej je še treba vedeti, da tukaj je bil prvotno še bazen, ki so tukaj potapljeni. Ja. Je pa tukaj zgoraj tudi zvir enega potočka, ki potem se steka dol. Takole, tukaj imamo pa križanik, ki je bil v cerkvi Svetega Varsa. Je pa tudi čudodelnik, ker je bilo tamle v cerkvi je bil prva bolnišnica v srednjem veku. In je tudi logično, ker je bil pot iz Kopnega na otok, sta pa glavna vrata, je bila mitnica, kot neka carina. In zdaj, kdo je prišel tukaj, je mogel iti v karanteno. Ja, da je že takrat bilo, da se ne bi širile bolezni. Torej, to je zdaj original. Sicer so ga predelali iz romanskega Gotskega, ker je potem tisto značilno obdobje, ker je trpeči Jezus. Torej, če pogledamo eno obdobje nazaj, imamo zadaj, kakšen je bil prej. To je pač rekonstrukcija prvotnega. Ta tisti je vstajenski, ni trpeči, vesel. Drugo obdobje pa čisto v drugi smeri. Različno poznati. Tako da, ja, tukaj je takole. Upravljajo se še vedno za krste, krstilnico, potem častne maše, svete maše, ko je stolnica, jaz kakšne druge zadeve, dejavnosti ali pa recimo vaje za koncert ali pa ko se oglašuje orgle. Je pa tudi vzdrževalna dela. Je pa krstilnica kar starejša od cerkve? Ja, krstilnica je kar starejša. Od cerkve predsej, ko sem omenil prej. Kasnejše baročno obdobje, potem ko so tole stalno so pregrajevali, zdaj je pa, ki je 18. stoletje, tisto dokončno dobilo podobno. Zaradi tega je starejši. Smo pa dobili, ko smo kor obnavljali, je bil tudi napis, kjer so dali spomin na veselje starejšega in mlajšega. Zanimivo, mlajši je bil škof v Trstu, je kasneje postal protestant,
so ga enostavno izbrisali preprosto. Z letom so stopili torej vodopis. No, ko smo tisto potem spravili ven, tisto ploščo, na drugi strani je bilo pa presenečenje. Del oltarja je še stresno. Torej so reciklirali karnito ploščo za drugo stvar v 16. stoletju. To je pomembno odkritje in je že ena izmed dokazov, da tukaj je krščanstvo oziroma že krščanska skupnost z cerkvijo takrat pisala. Dobro.